Ja, kot sem že omenila, na prvem mestu seveda kaj jih veseli. Torej, 3 do 4 leta bodo poglabljali znanje z določenega področja, zato je nujno, da jih neka zadeva veseli do te mere, da so temu pripravljeni namenjati svoj čas, mogoče tudi prosti čas. Torej, vprašanje, kaj jaz počnem v prostem času, za katere aktivnosti naloge se javim v šoli, kakšne oddaje, vloge spremljam, torej kaj je tisto, kar me potegne, mogoče tudi kakšno seminarsko sem nazadnje naredila, pa sem se dodatno poglobila, torej ta vprašanja bodo odgovorila na vprašanje o mojih interesih, zanimanjih. Potem na drugi strani je treba pa pač primerjati tudi interese s sposobnostmi, torej z nekimi našimi naravnimi danostmi. Kot mi leži matematika, tuji jeziki, mogoče zgodovina, kemija. Torej, a se določene snovi hitro naučim ali potrebujem več časa kot vrstniki? A sem mogoče toliko dobra pri določenem predmetu, da to razlagam tudi drugim sošolcem in sošolkam? To govori o mojih sposobnostih in tudi te seveda je treba upoštevati, da lahko potem zaključim nek srednješolski ali pa visokošolski program uspešno. Ne smemo pozabiti tudi na ta mehek del, torej značajski del, kdo sem jaz kot oseba. A sem oseba, ki rada tvega, a sem oseba, ki se rada druži z ljudmi, sem natančna, analitična oseba, torej neke osebne značilnosti, ki se do določene mere povezujejo oziroma so potrebne za opravljanje določenega poklica, in pa tudi, kaj je meni pomembno, glede urnika, glede plače, glede pogojev dela, a želim prispevati družbi, želim pomagati ljudem, mi je pomembno, da ima moj poklic nek ugled, to pa govori o nekih delovnih vrednotah, ki jih mladostniki tudi razvijajo okrog 15. leta in tudi to zadevo je treba upoštevati pri odločitvi.